Afrika je včasih lahko zelo kruta. V Jemnu so tudi lovili 200 na uro, smo z avtom se peljali, pretiravam, ampak res zelo, zelo hitro po brezpotih z ugasnjenimi lučmi v temi. Sahravici spreminjajo svoja mnenja in pravijo, da kar je z puškami in metki izgubljeno, je lahko samo tako nazaj pridobljeno, kar je žalostno, ker so se mnogo let borili, da bi pridobili svojo zemljo nazaj z besedo. Tako. Generalni pokrovitelj intervjuja je Orbico Group. Moja gostja je Katja Bidovec, mednarodno priznana fotografinja. Katja, živjo. Zdravo. In seveda tudi svetovna popotnica, ne glede na to, da je zdaj ta čas bil malo neprimeren za potovanje, oziroma neugoden, bom rekla. Ja, res je bil, ja. Čas za ostati doma, pa malo se umiriti, pregledati mogoče kakšno staro stvar, kaj da novega naprej načrtovati. Posebni in zanimivi časi. Ja, kako se svetovna popotnica ustavi? Mislim, ne da se ustavi, ko jo nekaj ustavi. Kaj to pomeni za nekoga, ki v duši teče ta reka celega življenja in sveta? Jaz ne bi rekla, da se doma ustavim, ampak gre bolj za jaz pravim, balansiranje tega, kako se počutiš doma, ali pa kakšna Katja si doma, pa kakšna Katja si na potovanju. In moram reči, da mi ta Katja na potovanju zaradi znane situacije kar malo manjka. Ja. Kakšna pa je Katja na potovanju v primerjavi s to, ki ostane doma? A je tista Katja bolj divja, bolj svobodna, bolj čuti življenje močneje kot ta, ki ostaja doma? Do Katja doma je precej bolj organizirana, precej bolj pomemben čas, vse stvari morajo teči v nekem planu, medtem kot čistoča je pomembna doma, medtem ko popotnica Katja pa nima nikoli ure na roki, se obleče v neka oblačila, ki jo ne ovirajo pri tem, kje je, kam se usede, v kaj se obdregne, pozabi na čas in tako. In ta preklop se zgodi samodejno. Si kdaj pomislila, kako bilo super, da bi bila tudi doma malo bolj neobremenjena s časom in s tem, da mora biti vse čisto in brezhibno in tako naprej. A se to kar avtomatično zgodi, ta preklop, a to ljudstvo, kamor greš, ker vidva z Arnejem Hodaličem, hodita res na območja, kjer je zelo v bistvu... Mislim, tudi na območja, kjer ljudstva živijo čisto drugačno življenje in dobesedno njihov bioritem je čisto drug. In mentaliteta in vse. Ja, da se zliješ z okoljem je to, mislim, da je ena ključnih stvari. Da v bistvu najprej kot prvo prideš v deželo, ki jo ne poznaš brez pričakovanj. Ne? To je zame ena bolj pomembnih stvari, zato ker šele tako lahko zares uživaš in se uživiš. Ne? Takoj, ko si postaviš pričakovanja, pa si jih, ker smo ljudje, ampak da se trudiš, mogoče ne postavljati pričakovanje. Prva stvar, in da se zliješ z okoljem, moraš postati mogoče nekdo drug, če si doma tak, kot sem jaz doma, na tak način. Več vrst sreče je. Kaj zate, ja? Ja, težko. Ampak če bi me vprašala, ali sem srečna biti, zelo hitro odgovorila z odgovorom ja. Se dnevno srečamo z nekimi težavami, ampak to je življenje. Življenje brez težav, je to sploh življenje? Ja, res je. Celovito ne. Ja, je pa res, tako kot se omenila, da ima vsak človek precej drugačne težave in drugačen odnos do sreče. Kaj je sreča, kaj potrebujemo za srečo. Super, se pravi, se ti ne zdi, da ti pripada več in boljše in da je krivica, ker ne moreš potovati in zato nisi srečna, ker si bila srečna, dokler si potovala, zdaj si pa ujetnica in nisi srečna zato, ker ne vem kaj, ker so ti rekli, da se treba narediti to. To super, se pravi, od tega si kar lepo osvobojena. Ja, s tem, ko si v bistvu daješ pričakovanja, spet lahko rečeva spet ta ravnotežje med tem, da si daš pričakovanja, kaj da se ne ustaviš, da napreduješ, da si vedno želiš več v nekaterih pogledih. Po drugi strani pa, da si rečeš, vse je to dovolj, da si srečen.
Pač. Zdaj mi pa povej, koliko na te vpliva, zdaj vemo, da mediji pač v eni meri tudi krojijo sveta, ne? Koliko na tvojo srečo vpliva to, ko odpreš katerokoli naslovnico, ko samo greš na naše telefone ali tablice ali računalnike in vidiš samo, oziroma vse prej kot srečo. Koliko to vpliva na tvoj občutek sreče, če smo že tako opisali? Ja, to je, mislim, pogovarjava se v časih, ko je težko imeti lastno srečo, ko vse to gledamo. To je brez dvoma pač neko dejstvo, da je težko si lastiti srečo, ko vidiš te žalostne podobe sveta, kam gremo in vse te stvari. Ampak, kaj naj ti rečem? Včasih se počutim grozno, brez dvoma. So to stvari, ki vplivajo name. Ampak na koncu si pa reče, živim samo enkrat. Probaš narediti tisto, kar lahko. Jaz pravim, vsak človek lahko naredi eno stvar. Če si dober samo do soseda, pa sosed do soseda, pa sosed, je tako tak lep krog se naredi. Naš problem je, ker ne znamo biti dobri niti do soseda. Saj ne rabiš, težko bomo rešili svet, ta fraza se mi zdi čisto preobrabljena. Ampak da si dober do ljudi, ki so okoli tebe, da jim pomagaš takrat, ko potrebujejo pomoč. In če bi tako ljudje nadaljevali, kot sem rekla, bi se krog zavrtel. Ja, seveda, hitro v 24 urah bi bila družba lahko srečna, če bi resnično 100% sledili temu. Poglejva najprej, kaj si prinesla. Ti si kar nekaj kosov sveta prinesla sem iz potovanj. Na kaj te spominjajo oziroma kaj ti dajejo? Zame so pač lepe ogrlice in tako, kaj so zate? Zame so pa eni taki lepi spomini, opomini. Vsak iz države prineseš zelo veliko lepega, pa tudi kaj mogoče včasih težkega, razmišljujočega in te stvari. Tle je en tak cel kup različnega nakita, sem le ženska po duši in si to z veseljem prinesem domov, da malo doma povezujem te dve Katji. Če tako čisto pogledamo na hiter, ta je ena bolj čustvenih, tole je en bolj čustvenih predmetkov. Gre iz Zahodne Sahare. To mi ga je dala gostiteljica pri enem takem posebnem obredu, ki so ga pripravili, ki ga je ona sama nosila na njeni poročni noči. To je dala tebi? Tako da to je en res lepa stvar, ki mi zelo veliko pomeni. Kako to, mislim, vidiš, to je moj evropski kako to, zakaj pa ravno tebi? To pa... To ti pa ne znam odgovoriti. To ti pa ne znam odgovoriti, zato mi to tako res pomeni, to je bilo podarjeno. Indija je moja draga Indija. Tlele je ena še bolj dragocena, ki jo tlele skrivam. Tole nosim od leta 2011, ko sem prvič stopila v Indijo. In jo imam v bistvu vsak dan na sebi, ne glede na to, da ne verjamemo to, da nas vleče temno energijo in tako naprej, ampak Arne vedno reče, mogoče pa. Ne zato, ker bi on verjel, ampak za vsak slučaj. Ker je odprt človek. Etiopija, ena zelo zanimiva država, v katero nažalost zaradi tega groznega sveta spet ne moremo. Ljudstvo Mursi, oni imajo, vsako ljudstvo ima posebne vrste nakita, si ga na drugačne načine pač izdelujejo. Kam pa to spraviš? Ja, kaj pa vem, jaz spravim. To je pa res, v redu. Oni imajo tudi take zanimive, zelo zanimiv nakit. Glede na to, kje živijo, da nimajo ničesar, njihov nakit je pa res vrhunski. Ta nakit se to zelo dobro vidi na tem projektu, ki sva ga delala zadnje, izginjajoče kulture, ga še delava, to so portreti različnih izginjajočih kultur, če lahko tako rečeva, različnih ljudstev po različnih državah. In v večini teh, pa se mogoče, ne bi se rada narobe izrazila, ampak primitivnih ljudstev je nakit zelo pomemben. Zakaj? To bi mogli kakšnega... In to daje moč resnično? Ja, jaz mislim, da ja. S tem pač... Ker jaz čutim, recimo... To je na nek način vse, kar imajo.
Veliko pogostokrat je temu tako. Ja. Sem pa se zve, ne, da mislim, določene kovine, določeni kristali, kamni vsebujajo energijo, vse vsebuje energijo, ampak pač imajo neke svoje lastnosti, ki nekaj prinašajo, ki nekaj dajejo. No? To definitivno, čeprav v Afriki se pogosto zgodi, da te ljudje, ki jih midva srečava, te kamne, kot si sama omenila, zamenjujejo tudi za plastiko, oni porabijo za svoj nakit vse, temu se reče res ničesar v odpad, od zamaškov za pivo, do municije, do ne vem, nekih šravkov, matic. To je narejen nakit s tako domišljijo, da bi se naši umetniki tudi včasih čudili. Pa govorimo o enih zelo preprostih ljudeh, za nas sredi ničesar. Ja, koliko imajo to enega znanja in enih stvari, od katerih lahko mi srkamo. To se sploh ne zavedamo. Mene zanima tvoj pogled na predstavitev ene države oziroma enega ljudstva strani medijev in ko realno stopiš v tisti svet. Ne? To zdaj ugotavljamo, da so to velike razlike. Ne? Ja, jaz vedno rečem, ne, sam si moraš ustvariti svojo predstavo o kateremkoli ljudstvu, človeku in predvsem ta posploševanja so tisto, kar se mi zdi, da zahodno družbo tlačijo nekam zelo nizko, namesto da bi bili odprti do sočloveka. Vsi živimo na eni bogi zemljici, pa se ne znamo zavedati, da smo vsi samo ljudje. Ne? Ja, to je res zelo pomembno, kar si rekla. Ta posploševanja zelo zožajo ne samo srce, življenje, odnose, vse. Ja, to nam je lažje, se mi zdi. Ne? Lažje je narediti neke predalčke, kot jim rečemo, pa ljudje popredalčkati, kot pa si dovoliti, da nekdo tolče ven iz tega predalčka. Ne? Ja, morda mislimo, da nam je lažje. Ne? Zagotovo nam ni zaradi tega lažje. Ja, kako gledaš, se pravi, ti si, kot sem na začetku rekla, mednarodno uveljavljena fotografinja, priznana seveda tudi strani tujine, sveta, na natečaju osvojila drugo nagrado, takrat na tistem velikem Nikonovem tečaju drugo nagrado. Koliko je bilo takrat fotografov oziroma slik, kjer si ti prišla čisto na vrh? Samo za eno predstavo, da je to bila res velika stvar. Ja, na tisoče. Zdaj se na pamet ne spomnim, ampak ogromno fotografov iz ogromno držav. Ja. To je bila fotografija iz Šrilanke, mogoče malo drugačnega pogleda na Budo in dogajanje v tistem templju. Zakaj ta fotografija? Ja. Pa ne vem. Ja. Seveda jaz sem človek videa, ne? Ti zagovarjaš fotografijo oziroma je tvoja ljubezen fotografija. Kaj vse ti vidiš skozi fotografijo, kaj zate dobra fotografija in kako jo ustvariš? Vem, da je tukaj široko znanje, da bi zdaj lahko 5 ur samo o tem govorili, ampak recimo tako na prvi odgovor. Pa če se posvetiva samo tej ulični fotografiji, ki je meni najbolj ljuba, zame je to, da se zliješ z okolico, da znaš začutiti ljudi, da oni začutijo to tvoje spoštovanje in na tak način šele lahko ustvariš dobro fotografijo. Sploh v svetu, recimo v islamskem svetu, ko prideš v nek prostor, ki so same ženske, ki molijo, ki se pogovarjajo, ti si tam tujek, ki jih motiš v nekem njihovem miru in če oni ne začutijo, da neke tvoje energije, če lahko tako rečeva, da ti prideš nekam not, pa takoj začneš slikati. Brez spoštovanja, brez občutka do njih, do nekega dostojanstva tudi. Tako. In ko pa oni začutijo, jaz velikokrat se usedem, počakam, se nasmejem, tudi če ne govorimo istega jezika, je nasmeh ena taka univerzalna stvar. In to se mi zdi tisto, da lahko
da je pristop drugačen in potem so tudi fotografije drugačne. Ta odnos do ljudi je pomemben v vsakem poslu, ne samo v fotografiji. Ja. Ja, se to vemo, ne, ko se nastaviš fotoaparatu, kako si želiš, da te nekdo res tako sprosti, da pride en ta pravi izraz, da je ujet en pravi moment. Ne, to... Ja, predvsem, da sploh v ulični fotografiji je to, da dela tisto, kar dela, da je, samo da je, Ja. pa da tebe, kot da te ni. Ja. V tem je bistvo. Zdaj imam občutek, da te res kamorkoli priješ, te ljudje sprejmejo. Mislim, ker vemo, da to sicer ni vedno tako. Ne? Mislim, da so ljudje tudi zelo preganjeni in da jih ne spuščajo k sebi in tako naprej. Kaj narediš za to, da si sprejeta? Oziroma, kaj misliš, da je nekaj takega, kar tebi vrata odpira, kamorkoli greš, pa sta bila med najbogatejšimi ljudmi, recimo ne vem, v nekem arabskem svetu in med, seveda, govorimo po materialnem, ne, najrevnejšimi ljudmi, ki živijo najbolj možno preprosto in prvinsko. Ja, najprej se ne bi strinjala, da si vedno dobrodošel, to je prva stvar. Ne, Afrika je včasih lahko zelo kruta. V Jemnu so tudi lovili 200 na uro, smo z avtom se peljali, pretiravam, ampak res zelo, zelo hitro po brezpotjih z ugasnjenimi lučmi v temi. Kdo ga je lovil in zakaj? Ni čisto tako vse romantično. Je pa res, da domov prinesemo bolj romantično sliko, kot je ponavadi na potovanjih. Zakaj so vaju pa lovili, pa kdo? A ste všli? Smo, ker smo še tukaj. Ampak ja, ne, ni bilo tako lahko bi se zaključili bolj grozno, kot si človek lahko misli. Ampak vojaški statementi, bomo rekli, kjer bi z ugrabitvijo tujca doprinesli k nekim svojim za bargaining, ne, z vlado. Tako da bi bila midva z Arnejem dober material. Ja. In ni jim uspelo. Ne, na srečo ne. Čeprav pravijo, da v Jemnu, tudi če te ugrabijo, da te tudi izpustijo. Meni se zdi to zelo optimistična karta. No, zdaj si pa prinesla nekaj nevarnega notri v intervju. Kaj se je vame še dogajalo po svetu? Še kakšni taki utrinki, ki se jih spomniš? Ja, ogromno različnih, saj pravim, od tistih najlepših do tistih lepih, ampak hkrati zelo žalostnih. Govorili sva danes že o Zahodni Sahari. To so ljudje, ki so tako zelo srčni, tako prijazni, živijo pa v tem svojem taborišču že od leta 1975 in čakajo na svojo osvoboditev, medtem ko se borijo samo z besedo, ne želijo se boriti z orožjem, in to so stvari, ki ti res ne moreš ostati hladen. Pričakujejo od drugih držav, da bodo nekaj iz svetovne skupnosti nekaj naredili za... Tako, ja, da na žalost tam spoznaš, da z besedo zelo malo se da rešiti v svetovni politiki. In Sahravici spreminjajo svoja mnenja in pravijo, da kar je z puškami in metki izgubljeno, je lahko samo tako nazaj pridobljeno, kar je žalostno, ker so se mnogo let borili, da bi pridobili svojo zemljo nazaj z besedo. Tako. Ja. Ti tudi praviš, da odnosi v Arabiji niso takšni, kot jih vidi zahodni svet. Mi lahko tu kaj več o tem poveš? Ali je to res, ali je to samo še eno mnenje tvoje, ki imaš tako izkušnjo, ali lahko z tega res nekaj rečemo? Ne, jaz mislim, da gre spet tukaj za tisto, da nikoli ne smemo posploševati. Ne. Tako, ko ne smemo, v Sloveniji velikokrat slišimo posploševanje islama, če vzamem najbolj mogoče tako odmevno besedo, islam, muslimani, burka, tudi ta islam se razlikuje po svetu. Ne moramo ga stlačiti v en naš predalček. Islam v Zahodni Sahari je popolnoma nekaj drugega kot islam v Saudski Arabiji ali pa Filipinih, zaradi mene. To je drugačna kultura, odnos do vere. Ne moramo reči, da so islamisti vsi teroristi. To je spet izjava, ki je
nažalost nastala ne vem po kakšnem ključu. Ampak na koncu ugotovimo, ne, da so vere eno zlo sveta in nažalost ne prinašajo nič dobrega, čeprav naj bi v osnovi prinašale ravno to. Ja, to si zdaj si kar upala si povedati, zelo si bila drzna, ampak če gledamo zgodovino, vemo, da so vojne pač vedno nastajale iz ver, tako da to ni nič bogoskrunskega, kar si zdaj povedala. Daleč od tega, svobodno si privoščila povedati nekaj, kar je res. Ja, tako. Pa da ne bova spet skrajnosti šle. Jaz vedno rečem, naj ljudje imajo nekoga, naj verjamejo, če to njim pomaga. Nekaj drugega je tista vera, ki ni vezana samo na eno institucijo ali na neko dogmo ali na pač neko v imenu Boga spravljeno notri, pa vse prej kot bom rekla nebeško ali božje ali kakorkoli. Točno o tem govoriva. O institucijah, o ljudeh, ki pod to ime skrivajo mnogo slabega in ne pa dobrega, kot bi morali. Ja, ja. Kaj so tebi dali? V bistvu sem prvi stik s tabo dobila tako, da si začela govoriti o pravicah žensk, o borbi za ženske, o moči žensk, seveda nekako navdihovale so te arabske ženske in tako naprej. Kaj si tam takšnega doživela, da se ti je tako vtisnilo v spomin, da tako močno nosiš glas arabske ženske po zahodnem svetu? Ne bi rekla mogoče samo arabske, ampak žensk na splošno, to si definitivno, sva se tudi mi že prej o tem pogovarjali. Meni se zdimo ženske nekaj res posebenega, tako bom rekla. Pa ne, da se mi moški ne bi, ampak jaz, če bi še enkrat birala, bi rekla, upam, da se bom rodila kot ženska. Jaz mislim, da imamo eno svojo posebno moč, da je intuicija naš glavni adut, samo prepoznati jo moramo, znati jo moramo upoštevati, prepoznavati, bom tako rekla. In ženske po vsem svetu, nažalost, nekje v slabših situacijah kot drugje, se na srečo kar znajdemo. In znamo pokazati, ne zobe, ampak se znajdemo v teh situacijah morda bolje, kot bi se pa moški. In arabske ženske so nekaj posebnega. No ja, to sem čakala, da malo vsem tega poveš. Ja, in če primerjava neko zahodno Saharo, kjer so ženske imajo svojo vlogo, so zelo spoštovane od moških, zavzemajo zelo pomembna mesta in politiki, kulturi, na splošno družbi. Ne moramo se pa slepiti, da v nekih ruralnih delih naše zemlje so pa te ženske lahko zelo potlačene, so jim življenje prinese veliko slabega. Ja. In te neki pravilniki moških, ki jih kot vdove jim nažalost jih življenje lahko kar tepe. A si jih srečala, si jih spoznavala, si jih videla? Vedno jih srečaš. Težko je včasih priti do teh točno specifičnih zgodb, ampak imajo pa marsikje, sploh, kot sem rekla, v ruralnem delu sveta, težko nalogo. Kako preživijo, kako jih vidiš, kako preživijo pod vsemi pritiski? Mislim, da so tam one bolj povezane, kot smo mi. Ker to je tisto, kar jim najbrž, težko sodim, ampak pomaga preživeti. One in te prostori v recimo džamijah ker so ločeni, moški, ženske, imajo one tam svoj mir, da lahko delajo stvari, ki si jih same želijo. In ni malokrat, ko jih vidiš, da daleč od tega, da molijo. Ampak se pogovarjajo, se smejijo, poslušajo glasbo, berejo. To je njihov kotiček za mir. In včasih, morda so mislili marsikdo, ki je to postavljal, to neko dvojni svet, je na nek način, sploh v nekaterih predelih, jim s tem naredil samo dobro, na srečo. Ja, da se lahko umakne, da tam ima nekaj zase.
Ja. Kako pa gledaš na, mislim, ne morem drugače, kot da je posploševanje, ampak na evropsko žensko. Recimo bom rekla en arhetip evropske ženske, bom rekla eno kodo, ki jo res nosimo. Veš, tako kot sem ti rekla, ti si mi čudovito verižico pokazala, ne? In jaz sem, zakaj pa si jo ti dobila? Ampak ne iz ljubosumja, ampak bolj vzrok me zanima, kako, če je ta ženska to nosila na poročno noč, zakaj je zdaj ona tebi to dala, ne? Recimo, nisem sam začutila tega nekega veselja. Kako ti gledaš na evropsko žensko? Ja, jaz si želim, da bi se bolj povezovale. To je prva stvar, ki mislim, da nam malo premankuje. Mislim, da zahodni ženski premankuje spoštovanje druge ženske in želja po uspehu sosede. Ne? To je naš problem. Mogoče malo slovenski problem. Ne? Da... Ja, ti praviš, ne, če bi mi več hodili po svetu, da bi nas to nekako oplemenitilo, ne? Brez dvoma. Ja. Brez dvoma. Ja. Jaz mislim, da nas ta potovanja bogatijo, vidijo, mislim, predstavljamo si sebe v tem svetu, v drugem svetu, v nekih situacijah, ne da se sam predstavljamo, se tudi znajdemo in domov prinesemo drugačne občutke, kot bi jih, če gremo se kopati na hrvaško obalo. In znamo oceniti, čeprav se to sliši klišejsko, zelo enostavne stvari. Ampak danes se pa mogoče s situacijo v Rusiji in Ukrajini za marsikatero stvar vprašamo, če je tako samoumevna. Zelo hitro se stvari spreminjajo. Zelo hitro. Ja. Katja, marsikdo bi tudi tebi rekel, kdo si ti zdaj, a si popotnica ali si fotografinja ali si podjetnica. Mislim, marsikdo bi rekel, kako gre to skupaj, kar ti počneš, ne, imaš tudi svojo, podedovala si tudi svojo, naslednica si, no, svoje slaščičarne. Kako pa na te združevanje teh vlog ti gledaš, kdo si, kaj si? Mislim, a si res lahko kar vse, ali kaj? Ne vem, če si lahko kar vse, ampak jaz, če ti življenje to prinese na pot, jaz se stvari, tistih, ki se lotim, jaz rečem, da se moraš lotiti s celim svojim telesom in glavo in res uživam, moram reči, z združevanjem nezdružljivega za marsikoga, z vodenjem slaščičarne in fotografiranjem, ki sta v bistvu dve popolnoma različni stvari, ampak na koncu se pa marsikaj tudi povezuje, če si želiš in znaš povezati. Moj dan je kar pester, lahko rečem. Ampak uživam v delu. Zelo težko bi ne delala. No, hvala, da si to urico prosto vzela za najin intervju, ki je prinesel kar nekaj barv v ta naš studio. Me veseli. Hvala ti, Katja. Veseljem. Moja gostja je bila mednarodno priznana fotografinja, svetovna popotnica in lahko rečem tudi borka za pravice žensk, Katja Vidovec.